Giuseppe, figlio di Davide. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Tutto è cambiato in quel momento. V tem trenutku se je vse spremenilo. Sprejel sem svoje poslanstvo. Poročil sem se z Marijo. Tako kot je Bog storil Mariji in ji predočil odrešenski načrt za človeštvo, je razkril tudi svetemu Jožefu svoje načrte v sanjah, ki so imele vlogo posrednikov tako v Svetem pismu kot pri drugih starodavnih narodih. Njegov odgovor je bil takojšen. Ko se je prebudil, je nemudoma storil, kar mu je angel naročil. Ubogljivo je premagal svoje pomisleke in rešil Marijo. Tako je zapisal papež Frančišek v svojem apostolskem pismu Patris Corde, očetovemu srcu. Il sì alla chiamata di Dio a diventare padre putativo di Gesù. Svoj da na božji klic, da postane Jezusov krušni oče, je sveti Jožef dokazal prav tukaj, v galilejskem mestu Nazaret, dokaj blizu kraja, kjer je devica Marija sprejela angelovo oznanjenje. Tukaj, kjer se danes nahaja bazilika Gospodovega oznanjenja. V bližini hiše svete družine se dejansko nahaja kraj, kjer je delal sveti Jožef. Dobrodošli v Nazaret, dobrodošli v hišo svetega Jožefa, v tej cerkvi, ki mu je posvečena. Dva evangelista pripovedujeta o Jezusovem otroštvu in angelovem oznanjenju. Evangelistu Luki je bolj všeč oznanjenje Mariji. Bazilika Gospodovega oznanjenja, ki je v celoti sad študija marijanske simbolike, svetih spisov in teologije, priča o oznanjenju Mariji, kot ga opisuje sveti Luka. Medtem, ko se sveti Matej raje posveča oznanjenju svetemu Jožefu. O Jožefovemu da lahko govorimo kot aktivni udeležbi pri skrivnosti odrešenja. Prav zaradi tega se sveti Jožef imenuje tudi odrešenikov varuh. Sveti Jožef vstopi v zgodovino odrešenja prav svojo dejavno udeležbo in njegovim da. Pomembno je ponovno odkrivanje pomena tega da v naših časih. Sveti Matej nam pri tem pomaga, saj govori o pravičnem možu Jožefu, ki je sodeloval s svojo človeškostjo, tako da je odgovoril z da. Razumeti moramo, kako je bilo v Jezusovih časih. Obdobje zakonske zveze je bilo razdeljeno na dve obdobji, erusin in nisuin. Prvi del je predstavljala pogodba. Mož in žena sta živela v zavezi, vendar še nista bila skupaj. Oznanjenje Mariji in Jožefu se upada z obdobjem erusin, obdobjem pogodbe. Oznanjenje Jožefu je bilo nujno, ker sta bila sicer zavezana drug drugemu, vendar še nista živela skupaj. Però non vivevano assieme, vivevano ognuno nella sua casa, che era in Nusim, la seconda parte, e l'annunzio a Maria e a Giuseppe è proprio in questo periodo dove... In Jožef je premišljeval, da bi lahko v skladu s Toro, torej svetim pismom, Marijo naskrivaj odslovil, ne da bi navedel razlog, saj bi bila kazen za prešušnico kamenjanje. Marije pa ni hotel prizadeti, zato se je odločil, da jo naskrivaj odslovi, kot je zapisano v knjigi Pregovorov in Levitiku. Vendar je Jožef po angelovem oznanjenju sprejel svoje očetovstvo z vsemi posledicami. Ta njegov da je povzročil tako posledice v njegovem življenju, kakor tudi v življenju Marije, svete družine, pa tudi v naših življenjih, saj je odprl vrata našemu odrešenju. San Giuseppe, dall'annunzio dell'angelo, lui accoglie questa paternità con tutte le sue conseguenze. Per questo il sì di Giuseppe ha avuto le conseguenze nella sua vita, nella vita di Maria, nella vita della Santa Famiglia, ma anche le sue conseguenze a noi, perché sono state aperte le porte della salvezza. Quando l'ho preso tra le braccia, non riuscivo a contenere la mia emozione. Ko sem ga vzel v naročje, nisem mogel obvladovati svojih čustev. Pričel sem jokati, z nebes mi je bilo dano, da te varujem in ščitim. O moj dečko, ti si zame blagoslov Boga najvišjega. Nikoli si ne bi mislil, da bo Božja previdnost tako delovala v mojem preprostem življenju. Kaj sploh lahko nudim Božjemu sinu? Svoj poklic, mojo vero, mojo ljubezen,
da mojo ljubezen. Sveti Jožef je s sprejetjem Božjega načrta postal njegov soudeleženec, skupaj s Sveto Marijo in hkrati tudi neposredna priča utelešenja Božje besede. Sveti Jožef je soudeleženec skrivnosti utelešenja in skrivnosti odrešenja. Sveti Pavel pravi, da smo vsi Božji sodelavci. Sveti Jožef pa je bil skupaj z Marijo njegov prvi sodelavec. Zato ni prav, če ga imenujemo skrbnika, saj je bil pravno gledano Jezusov oče. Bog je zaupal očetovstvo Jožefu, Bog sam mu je torej zaupal očetovstvo. Papež Frančišek je v okrožnici Patris Corde očetovemu srcu zapisal, da je Jezus doživel Božjo nežnost skozi svetega Jožefa. Hkrati pa je to Božje očetovstvo po Jezusu namenjeno vsej cerkvi, saj je sveti Jožef zavetnik vesoljne cerkve in hkrati varuh cerkve Božjega Sina zaradi svojega dejavnega sodelovanja pri skrivnosti utelešenja. Skrivnost utelešenja je skrivnostna prav zato, ker je sad človeške privolitve, da svete Marije in človeškega sodelovanja svetega Jožefa. Sveti Jožef je preživljal to očetovstvo skozi veliko izzivov, potovanje v Betlehem, beg v Egipt, vrnitev v Nazaret, delo za preživetje svete družine in podobno. Gre za Jožefovo sodelovanje pri človeškem odraščanju tega otroka, odraščajočega fantka, mladeniča, ki je namenjen žrtvovanju na križu in ustajenju za vse nas. Sodeloval je pri poučevanju človeškega izražanja in pri poučevanju Tore, svetega pisma. Oče Jožef je bil tisti, ki je privedel Jezusa v sinagogo. On mu je priobčil Božjo besedo. Sveti Jožef je sodeloval z vso svojo človeškostjo, z vsem svojim življenjem, z vsem hrepenenjem po odrešitvi, saj je tudi on sam, kot ves Izrael, pričakoval prihod Mesije. Per questo San Giuseppe ha cooperato sì con tutta la sua umanità, ha cooperato con tutta la sua vita, ha cooperato con tutto il suo desiderio di salvezza, perché anche lui, con tutta Israele, attendevano il Messia. A volte mi chiedo, come ho potuto dubitare? Včasih se sprašujem, kako sem sploh mogel dvomiti, vendar sem se kot moški moral prepričati, da se Bog resnično hoče pojaviti na zemlji s pomočjo mojega potomstva. Jaz sem Davidov potomec. Tako dolgo smo čakali izpolnitev obljube, da bo k nam prišel odrešenik. Vendar ima vera tudi svoje meje. Zato so lahko ljudje samo s pomočjo Božjega posega zmožni nadaljevati življenje in sprejeti Božjo obljubo tako, da nas On vodi za roko. Sveti Jožef, potomec kralja Davida, brezgrešen, molčeč in delaven, je preživljal svoje očetovstvo na skritem kraju v mestu Nazaret. Allora, noi siamo nella chiesa di San Giuseppe. Nahajamo se v cerkvi svetega Jožefa, kjer je nekoč stala svetnikova hiša. Opiramo se na stara izročila. Tukaj je judovsko-krščanska krstilnica ter ostanki bizantinske in križarske cerkve. Sedanjo cerkev so zgradili leta 1911. V starih virih lahko beremo, da je romarski škof Arkulf leta 680 obiskal to cerkev, ki se je tedaj imenovala Cerkev Jezusovega hranjenja. Zato je možno, da se je nahajala prav na tem kraju. Tako se imenuje zato, ker je od tukaj sveti Jožef odhajal na delo v mesto Seforis in je zagotovo jemal s seboj odraščajočega sina Jezusa, zato da ga je priučil delu. Zato je sveti papež Pavel VI to cerkev poimenoval tudi svetišče dela. Usciva per la città ellenistica di Seforis per lavorare e portava certamente i figli adolescenti Gesù a fare l'esperienza del lavoratore. Per questo San Paolo VI chiamò questa chiesa di santuario del lavoro. Papež je dejal, da je bil sveti Jožef tesar, ki je pošteno delal, da bi preskrbel svojo družino. Od njega se je Jezus naučil vrednot, dostojanstva in sreče v tem, da lahko ješ kruh, ki je sad lastnega dela. San Giuseppe lavoratore, come dicevo. Sveti Jožef delavec, zato je sveti papež Janez VI takrat pomenoval svetišče dela.
Zelo ganljivo si je predstavljati, da je od tukaj sveti Jožef odhajal na delo v helenistično mesto Seforis, seboj pa je jemal Jezusa. Lahko rečemo, da zasledimo človeške sledove, odseve človeške vzgoje, ki jo je sveti Jožef posredoval Jezusu Nazarečanu, svojemu sinu. V helenističnem mestu Seforis so sobivali Judje in Rimljani, tako lahko rečemo, da je sveti Jožef že navezal prijateljstvo, saj so delavci hodili k vsem meščanom, tudi ne Judom, ki niso imeli judovskih korenin. Ker je bil sveti Jožef obrtnik, je lahko vstopal v hiše meščanov in tako je imel nekaj časa za poslušanje in pogovor z njimi. Z Jožefom so se pogovarjali o njihovi ekonomski situaciji in tudi o težavah. Kot obrtnik je izdeloval stvari po naročilu. Te človeške sledove zasledimo v Jezusovih prilikah, ko je govoril praktično, jasno in z ustvarjalnostjo, ki je značilna za obrtnika. Prav zato je lepo, če ohranjamo Jezusovo podobo delavca. Spomnimo se, da so vsi obrtniki v Seforisu delali po dnevi, tako da lahko v Jezusovih parabolah vidimo odsev teh izkušenj. V tem težkem obdobju nas sveti Jožef delavec uči, da mora biti ekonomija v službi človeka. Artigiani lavoravano a giornata, quindi nelle parabole di Gesù vediamo il riflesso di questa esperienza. Per questo, in questi tempi difficili, San Giuseppe, lavoratore, ci insegna che l'economia deve essere a servizio dell'uomo. San Luca è particolarmente Evangelist Luka je še posebej poudaril, da sta Jezusova starša izvajala vse predpise biblijskega zakona, kot je Jezusova obreza in Marijino očiščevanje po porodu, darovanje prvorojenca Bogu in druge. Kot poglavar družine pa je sveti Jožef naučil Jezusa pokorščine svojima staršema in pokorščine Božjim zapovedim. V svojem skrivnem življenju v Nazaretu se je v Jožefovi šoli naučil izpolnjevati očetovo voljo. Papež je dejal, da je ta volja postala Jezusova vsakdanja hrana. Papež Frančišek nadaljuje. Jožef je videl Jezusa dan za dnem odraščati v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in ljudeh, kakor je Gospod storil z Izraelom, tako je Jožef naučil Jezusa hoditi, držeč ga za roko. Psihologi in antropologi jasno ugotavljajo, da se v otrokih nahajajo sledovi, odrazi in značilnosti staršev. Kakor je bil Jožef, ki je sprejel očetovstvo, redko beseden in je raje deloval, odpotoval v Egipt, se vrnil iz njega, delal z odločnostjo in prepričanjem vase, tako je bil tudi Jezus prepričan vase. Govoril je jasno in se odločno odpravil proti Jeruzalemu. V Evangeliju po Mateju beremo Jezusove besede. Vaš da naj bo da, vaš ne naj bo ne. Kdor mi želi služiti, naj se ne ozira nazaj. Moramo gledati naprej. Ta odločitev prihaja od Jezusa, ki je imel odločnega očeta, nekoga, ki je vedel, kaj mora storiti. Zasledimo lahko tudi tankočutnost glede odnosa do žensk. V Evangeliju beremo, da je Jožef nameraval na skrivaj odsloviti Marijo. Z drugimi besedami, prevzel bi krivdo nase. To pa bi bil madež na njegovi moškosti, saj bi odslovitev na skrivaj pomenila, da ljudje ne bi vedeli, kaj se je zgodilo. Lahko bi dejali, poglej, Jožef je zapeljal mladenko, ali pa on je prišel iz drugega mesta, ni iz Nazareta. Vidite, da se ne moremo zanesti na tujce. Tako bi nas je prevzel krivdo. Tudi pri Jezusu zasledimo tankočutnost do žensk, do najbolj občutljivih ljudi, do žensk in do otrok. Takšne človeške lastnosti najdemo torej pri Jezusu iz Nazareta. Od koga nekaj se je naučil takšne tankočutnosti? Od Jožefa. Tako odkrijemo tega učlovečenega Boga, ki je skrajno rahločuten do soljudi in vemo, da se je tega naučil od Jožefa, tudi glede pozornosti pri zbiranju ljudi, še posebej tistih najbolj ranljivih. Verso le persone, verso le donne, i più fragili, i bambini. Troviamo queste tracce umane in Gesù di Nazaret. Nella Gaudete Spes 22 dice proprio ci ha amato con cuore umano. Da chi ha imparato questa tenerezza? Da Giuseppe. E troviamo questo Dio incarnato, Gesù di Nazaret, attento. E sappiamo che ha imparato da Giuseppe ad essere attento, a non giudicare le donne, ad accogliere le persone, soprattutto i più fragili.
Padre putativo di Gesù e sposo della Vergine Maria. Jezusov krušni oče se je poročil z devico Marijo. Sveti Jožef je bil zvest tudi zakonski prisegi. Non immaginavo che questo sì sarebbe stato così. Moja sladka Marija, nisem si mislil, da bo tvoj dar tako izpolnjen, tako mlad, vendar si se pogumno soočila z izzivi, ki ti jih je zastavilo nebo. Nisem poznal ure najine zakonske zveze, ti pa si prišla in mi povedala, da moraš obiskati svojo teto Elizabeto. Iskreno povedano, tedaj nisem razumel, zakaj se gre, ampak imela sva še čas. Po vsem tem sem kot odgovorna oseba za sveto družino moral končati izgradnjo naše hiše. Hotel sem vam omogočiti tisto, kar si zaslužite in kar sem lahko sezidal s svojima rokama. To je naš dom. To je bilo darilo za mojo Marijo. Tako sem ji dovolil oditi, sam pa sem raje ostal v majhnem Nazaretu, pričakujoče v skrbeh. Papež Frančišek je lansko leto posvetil svetemu Jožefu z apostolskim pismom Patris Corde, očetovemu srcu. Moramo se naučiti posnemati svetega Jožefa, posnemati njegovo učljivost Božje besede, predvsem pa njegovo bližino Jezusu. V teh težkih časih se lahko naučimo po svetem Jožefu, kako naj se soočimo s težavami. Sveti Jožef je tako na težave na begu v Egipt kot na ekonomske probleme v času rimske okupacije odgovoril z upanjem, zato ker je držal upanje v svojem naročju tesno ob sebi in to upanje je bil Jezus iz Nazareta. Imamo Jezusa, imamo devico Marijo, imamo sredništvo svetega Jožefa. V njem posvečenem letu, medtem ko se nahajamo sredi pandemije, v težavah, ki se dogajajo po vsem svetu, se lahko od svetega Jožefa naučimo odzvati se z upanjem in želimo si, da bi se prav od tod, iz njegove hiše, njegovega svetišča, slišala njegova beseda. Zmeraj govorimo o Jožefovem molčanju, lani pa smo vse leto govorili o njemu. Naj nam spregovori na svoj molčeči način, na svoj deloven način, z več dejanji kot z besedami. Radi bi se od njega naučili, kako živeti Božjo besedo, ki se je tukaj utelesila. Skušajmo v naših družinah in verskih skupnostih naučiti se zaživeti v tej intimnosti z Jezusom ob Marijinem in Jožefovem sredništvu. V tej Jožefovi nazareški šoli smo videli, koliko se je Jezus naučil od svojega očeta in koliko se lahko tudi mi naučimo od zavetnika vesoljne cerkve. Zato smo mu v minulem letu, ki ga je papež Frančišek posvetil svetemu Jožefu, kakor tudi danes, posvetili molitev, naj nam nakloni svoje sredništvo, svoje nauke in zaščito. Salve, custode del Redentore. Pozdravljen, odrešenikov varuh in ženin device Marije. Tebi je Bog zaupal svojega sina, vate je Marija položila svoje zaupanje. Ob tebi je Kristus postal mož. Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaže očetovski, vodi nas na poti življenja, izprosi nam milost, usmiljenje in pogum ter brani nas vsakega zla. Amen.